Pozdravljeni v zadnji oddaji te sezone. Danes vam pokažemo gorenjsko kmečko hišo, ki je videti stara 100 let, v resnici pa jo je poklicni restavrator zgradil pred 15 leti. Minimalističen vrt, ki moderno hišo povezuje s čudovito naravo, in prenovljeno stanovanje v stavbi polkrožne oblike. S spoštljivim odnosom do dediščine je poklicni restavrator zgradil novo, a na videz staro hišo. Številni obnovljeni predmeti za vidanja vredno zgodovino so našli prostor v domu 4-članske družine. Kokra je najdaljša slovenska vas. Tukaj stoji hiša, ki navidezno deluje kot stara kmečka gorenjska hiša, v resnici pa jo je poklicni restavrator Rok Valjavec zgradil pred 15 leti. Gospa Ana, vi kot domačinka gotovo veste, je to res, da je Kokra najdaljša vas v Sloveniji? Ja, res je. Kokra je najdaljša slovenska vas. Je dobrih 10 km dolga, pač od začetka Kokre do deželnega Kamna na Jezerskem. Gospod Rok, tale vaša hiša zgleda stara, ima več kot 100 let, ampak je zdaleč od tega. Zakaj ste se odločili zgraditi tovrstno hišo? Ja, to je pa dolga zgodba. Jaz sem rojen v Tupeljčah, po domače pri Zamud. Tam je bila hiša iz 1697 leta, zelo stara, tudi tak strhank je bil. In ta vojna za Slovenijo je bila prelomnica v mojem življenju, ko sem začel zbirati starine. Seveda, novih stvari mi mama ni pustila v klet nositi kao zaklonišče in stare stvari sem lahko nosil dole. In to se je skozi povečevalo, skozi več je bilo tega. Poj je nastal muzej, tak malo manjši, in z tega sem dobil tak veselje do te stavbne dediščine, stare. Na račun tega sem si skozi želel, če bom jaz imel enkrat hišo, da bo v tem stilu tako bolj starinsko. Zakaj ravno tukaj? To je pa čisto slučajno. On je tukaj že začel delati hišo, ko se midva še nisva poznala. Pol, ko sva se pa spoznala, je pa po slučaju to zemlja, kjer je živela moja prababica. Katere značilnosti stare gradnje ste umestili v vašo hišo? Tukaj smo hoteli upoštevati ta pozni barok. Tukaj za pozni barok, za ta kmečki značilno šivanje vogali, posohanki, obzidje, kakšen skedenj zunaj, freska na hiš, kamniti portali, te zadeve. Tudi ta skedenj, ki je zunaj postavljen pred hišo, smo ga prestavili. To je iz Tupeljč, tam sem jaz doma, sosedov pod. To pa imamo tukaj zunaj fresko, ta je bila tudi kasneje narisana, to je Kokrška Marija gor, stara in nova cerkev. Obzidje je iz kamna, ki je bil prej v Tupeljčeh, dok sem jaz prav z moje rojstne hiše, ki je bil skedenj postavljen pod hlev. In ko se je hlev podiral, sem takrat kamne pripeljal sem in naredil obzidje z tega. Škarfo ali pa cvinger po domače. Ja, tukaj zunaj smo usadili tudi stare sorte vrtenc, jih in parjatu prinesel, pa mehen teh starih sort drevja smo dali, to je nešpla, murva, stare hruške, slive, češplje, te stvari smo pa tudi trta je videti zelo stara, ne? Ja, trta je pa zelo stara, pa iz moje rojstne domačije iz Tupeljč. Menda je bilo vsejena 1898, je pradedek usadil, ki je bil požar, takrat v Tupeljčeh, je bila takrat vsejena. In potem, ko smo hišo tukaj dogradili, preden smo se vselili, tam 2005 nekje smo jo pa odkopali, se je hlev podiral in smo jo s tovornjakom pripeljali gor in usadili toliko noter. In uspeva, Drugače je bila pa na tej kmetiji, ki smo zdaj, na Polan, Kokri, je bila pa, oziroma je edina ohranjena še zidanca za vinograd na Gorenskem. Po tem delu gor po hribu, ki je zdaj ta naseljenov, so bili vinogradi. Vi pa z te trte potem verjetno delate marmelade, vino in podobne stvari. Ja, vsako leto res obrodi dobro. Lansko leto smo ga dobrih 50 kil nabrali. Naredili smo grozdjev sok, ko prav pride za pozim, za v čaj, za mešati z vodo. Ja, pri tej trti je bilo pa tako, dokler ni bila presajena trta, sem jaz delal vin iz nje. Do vina je pa prišlo na ta račun, da sem jaz hotel dobiti podpise od državnikov, bolj znanih ljudi. In sem vedel, na kakšen način jih dobim, in sem začel vin delati in da sem ga lahko preko protokola podaril državnikom. Tako da sem ga podaril princu Charlesu, ki je bil v Sloveniji, pa Clintonu, ameriškemu predsedniku, pa Bushu. Vsak kos pohištva, dekoracije ima neko svojo zgodbo v tej hiši.
Ja, tukaj smo gledala, smo hotela gledati na to, da je vsak prostor nekje opremljen v tistem duhu, tistega obdobja, starega, kmečkega. Tudi smo tudi gledala, da je tukaj ta hiša, da ima res kot, ta kmečki kot, z bohkom kotem, pa da je kmečka skrinja noter za to kmečko peč, tam ni bilo prostora, smo mogli majhen zmanjšati, tudi je bolj na kamin varianto, ampak še zmeraj ta barva. Pri kuhinji se ni dal preveč, mislim, je le bolj majhna, bolj miniaturna, tudi sva bolj tako nekje starinsko-modern stil obrala. Na stopniš je en tak god skoken, potem je na freska okrog, ki je en prijatelj tudi narisal. Drugače pa na vrhu tudi en del tega stropa oziroma ena kopija iz ene cerkve, pa taki dodatki so noti starinski, ki jih dobim od kakšnih prijateljev, od kakšen kip, kakšen angel, stare knjige, te jaslice noter. Kaj pa vi, gospa Ana, tudi vam to paše, da je hiša taka, kot je, ali bi imeli več modernosti noter, drugačnosti? Ja, na začetku sem bila tako zelo skeptična, mi je bolj modern stil ležal, potem pa, ko vidiš, kaj se da iz starih stvari vse narediti, tudi novo stvar, kako postaraš, kako pride do, ko ima res en pohištvo, eno dušo, mi pa zdaj tudi skozi bolj všeč. Tudi danes, če bi še enkrat delala kuhinjo, pa vso to notranjo opremo, bi se sigurno odločila za stare dele pohištva obnovljene, ker pač vidim večjo vrednost, pa da so res, da je pohištvo z dušo. Pravite predmeti z dušo. Kater predmet ima največ duše, je najstarejši, vam je najbližje? Meni so mogoče te jaslice, to so samostana z Velesovega, nun Dominikank, sester. Te so te vrste najstarejše v Sloveniji, tudi voščene jaslice. Pa mogoče ta obredna posoda dinastije Ming, kitajska, celo iz Ljubljane prišla, ampak je pač od tam. Iz enega samostana je bila in ko je bil samostan nacionaliziran, so nune prodajale po hišah. In je moja stara mama kupila eno posodo, pa drugo. Mislim, da je 2-3 posode kupila. Iz katerega časa je ta posoda? Tam okrog 1500. Poleg te trte, ki sem jo pripeljal iz svoje rojstne domačije, iz Tupalč, je tudi en tram, ga je že mojster rata ohranil, na katerem je letnica 1697. Ta tram je bil v hiši noter. In ko so hišo obnavljali, se je odstranil. Ga je ata ohranil. Kjer kos je pa vam najljubši? Ja, moj najljubši kos pohištva pa je omara, ki sem jo dobila za 30. rojstni dan. Mi jo je podaril mož, zdaj jo uporabljam za lepotičenje. Tako da je bilo zelo zanimiv. Delal jo je spodaj v delavnici, jaz sem skozi mimo nje hodila, ne vedela, da je to zame, da se pripravlja. Smo skozi govorili, da je za eno gospo z Jezerskega, pa je rekla, zakaj pa lučke kle noter rab? Sem rekla, za marmelado. Marmelado je imelo osvetljeno. Nikoli ni. Pa zakaj ogledalo rab noter, mi je bilo tudi čuden. Tako da, no, na koncu sem jo pa dobila jesti. Sem bila zelo vesela, ja. Kakšna je vaša restavratorska izkušnja s Slovenci? Jih tovrstno pohištvo obnovljeno zanima ali ne ravno? Kako bi rekel, ta ozaveščenost se dviga, tudi v Sloveniji. Tudi recimo, ne samo pri restauriranju, ampak ko grem jaz recimo do hiše, ko se zanimam za stare stvari, če imajo kaj, že vsak vidi, da je že ena cena zdaj tukaj. To je bilo recimo, ko sem začel to pred 20 leti izbirati malo več, sem dobil vse po vrst. Kar sem hotel, sem dobil, brezplačno. Danes pa že vsak vidi temu, kakšen evro, kakšen dinar, da lahko dobi. To, da delam preko dobro polovico za Slovenijo, za slovenski trg, ostalo imam pa mogoče avstrijski bolj pokrit. In kdo vaše izdelke bolj ceni? Avstrijci? Se mi zdi, da je kar oboje, da je kar vsi. Zanimivo je to, da Slovenci imamo glede pohištva večji odnos kot recimo Avstrijci, Italijani. Glede stavbne dediščine smo pa mi zelo v ozadju. Recimo v Avstriji se spoštujejo stare stavbe, pa ne se uničujejo. Še kar, no. Čeprav je dosti tudi ozaveščenosti glede tega, tudi da se je začel tudi v Sloveniji malo to spodbujati zdaj, oziroma da se malo ohranja to, še mogoče kakšne subvencije, kakšne take stvari bi mogli imeti v Sloveniji.
da se to majhen bolj podpira tudi, da se ne uničuje, ampak da se ohranja. Ker stare stavbe imajo dušo. Pa je ta vaša nova stavba mogoče prišla zdaj pod okrilje spomeniškega varstva, čeprav vemo, da ni toliko stara, ampak vseeno. Se kdo kdaj zafrkne pa reče, vse to je pa mogoče zelo staro? Ja, to pa velikokrat rečejo, ste zelo dobro obnovili hišo. Pravim, ne, to je nova hiša, pa ne morejo verjeti, da je to. Da je na novo narejeno. V nadaljevanju oddaje vam pokažemo moderen vrt, pri katerem je bilo vodilo preprosto vzdrževanje in prenovljeno stanovanje v stavbi iz prve polovice 20. stoletja. Minimalizem je zadnja leta priljubljen v arhitekturi, vendar pa ga lahko najdemo tudi na vrtu. Na Dobravi pri Stični smo na 700 metrih nadmorske višine obiskali vrt, ki z minimalističnimi zasaditvami na edinstven način povezuje hišo z okoliško krajino. Vrt je za mnoge prostor, v katerem uresničujejo svoje želje, sanje in potrebo po stiku z naravo. Zgolj zasajanje privlačnih rastlin še ne prinaša lepega vrta. Zeleni prostor je treba pravilno načrtovati, oblikovati in poskrbeti, da na njem nimamo preveč dela z vzdrževanjem. Slovenci smo pregovorno mojstri za vse. Znamo oblikovati tudi vrtove, tako se nam vsaj zdi, ampak v tem primeru pa so se lastniki te hiše obrnili na vas. Kaj je bil ta razlog, da so se obrnili prav na strokovnjaka? Ja, jaz mislim, da so oni prišli do spoznanja oziroma pač poznajo rek, da vsak je za neko stvar dober oziroma zelo dober. Oni so v svojem poklicu zelo dobri in mogoče niti nimajo časa, da bi si urejali še svoj vrt, so potem poklicali mene. Projekt krajinske arhitekture vrta na Dobravi sta zasnovali Marjetka Lužovec-Hrvatin in Mateja Lužovec iz biroja Detajl in celota. Različne nivoje v predvrtu sta premostili stopnicami iz brušenega betona, sprojektirali steklene ograje, betonska korita, terase, vrtne poti, letno kuhinjo ter zunanji bazen, savno in tušem. Tomaž Bavdež pa je zasaditvami dodal pečat očarljivosti. Privlačna rastlinska zgodba se začne že ob parkirišču pred hišo. Samo parkirišče za goste je neke vrste pozdravljeno z nekim prijetnim okoljem, hkrati pa tudi z omogočanjem pogleda v okolico, kjer imamo krasen razgled na okoliške hribe in doline. Tudi tam so betonske stopnice, malo nenavadno za začetek vrta. To je bilo delo arhitektov Detajl in celota. Jaz sem bil pa zelo vesel tega elementa v vrtu, ker mi je predstavljal neke vrste izziv, kako to dopolniti, kako to aranžirati. Tako da jaz sem si v končni fazi potem predstavljal, da okoli teh stopnic imamo polno drobirja, ki je nastal s klesanjem skale za te stopnice. Ta drobir, da je nekako naravno raztrešen okoli, še z nekaterimi večjimi okrušenimi kamni. Potem sem pa to zasadil z neko tako bolj minimalistično zasaditev nezahtevnih pionirskih rastlin, lahko to temu rečemo, kot so bori, okrasne trave, tudi še nekaj trajnic. Prek terase nas pot popelje mimo zeliščnega vrta, od koder imamo pogled na strešni vrt, pod katerim sta podzemna garaža in klet. Tukaj je pomembno predvsem nosilnost strehe in koliko substrata si lahko privoščimo mi na tej strehi. Če imamo veliko substrata, tudi meter, lahko praktično gojimo vse, seveda da namakamo. Čim je substrata čedalje manj, smo potem omejeni. Če je manj substrata, manj kot pol metra, potem so še grmovnice, kakšni iglavci. Ko pa skoraj ni substrata, si pa lahko privoščimo samo kakšne preproge sedum oziroma homolice. Oblikovalca vrtov so lastniki hiše na Dobravi pri Stični povabili k načrtovanju in zasajanju okolice, ko so videli vrt, ki ga je oblikoval v sosednji vasi. Kljub podobnemu izboru rastlin na tamkajšnjem vrtu prevladujejo krožne linije in bolj naravne oblike.
Tu je povezava zelo fluidna, na drugi strani, kjer pa vidimo hiše, pa ste poskrbeli za višjo zeleno ograjo oziroma zelene rastline. Tako, z dveh strani je bilo treba ta vrt ograditi. Se pravi, mi smo odpirali poglede proti dolini. Mi smo delali čistino med bazenom in hišo, ker smo res hoteli, da je vse odprto, da se povežemo s pokrajino, da nič ne motimo tega, kar je naravno dano, ne. V nasprotnem primeru za hišo je bilo potrebno se zagraditi, ker tam je cesta in ostali objekti, tako da smo se poslužili dveh vrst zimzelene žive meje, lovorikovca in tise. Marsikje srečamo oporne zidove, pred katere ljudje postavljajo kar lonce, plastične lonce z zasaditvami. Vi pa ste tu ubrali popolnoma drugačen pristop. Če je veliko betona ali asfalta, je v redu, da zadeve malo zazelenimo. Tukaj smo imeli dve situacije. Prvi je bil zelo ozek pas ob zidu pri dovozu v garažo. Problem tukaj seveda je ozkost, ker to pomeni, da ni veliko substrata. Pomeni tudi, da se zelo hitro presuši vse skupaj in posledično rabimo zelo odporne rastline. Tudi če imamo namakane, še zmeraj rastline morajo biti zelo odporne. Za dodatnim objektom, ki je na vrtu zraven bazena, ste tudi zasnovali posebno brežino. Ja, brežine so dostikrat problem, treba jih je nekako zasaditi, da ni erozije oziroma jih izničimo z raznimi opornimi zidovi. Tukaj sem enostavno uporabil kamne večjih dimenzij, s katere smo zajezili to zemljo. Kamni so iz lokalnih kamnolomov, kar se mi zdi zelo pomembno iz ekološkega stališča in predvsem se skladnosti vrta z okolico. Koliko vzdrževanja je na takšnem vrtu? Vzdrževanje je presenetljivo malo. Povsod po vrtu, kjer so zasaditve, kjer je ljubje, kjer je pesek, kamni, je pod njimi protiplevena vlaknina in se zelo redko zgodi, da je sploh kje kakšen plevel. Potem smo vgradili namakalni sistem, tako da zalivanje ni problema. Kar se pa trave tiče, jo pa kosi robotska kosilnica. Imamo tudi spet namakalni sistem. Tako da vzdrževanje je minimalno, je pa treba najbrž 3-4 na leto malo pregledati kakšen plevel, porezati malo trave, kakšne okrasne trajnice. Tudi podeželski slog vrta bi se po mnenju Bavdeža lepo podal k sodobni hiši. Kljub vsemu pa se je raje odločil za geometrijske linije in okolico z mehkobo trav oplemenitil z umetniško noto. Včasih so arhitekti postavljeni pred zanimive izzive. V naslednjem prispevku vam pokažemo, kako si je arhitektka zamislila prenovo stanovanja, v katerem je bilo potrebno predvideti prostor za čim več knjig in rož. V mirni ljubljanski soseski Prule si je novo domovanje omislil starejši par. Ogledali si bomo njuno prenovljeno meščansko stanovanje in izvedeli, na kaj vse je morala biti pozorna arhitektka Meta Kutin. Gospa Meta, stanovanje oziroma stavba, v kateri se nahajamo, je bila zgrajena v prvi polovici 20. stoletja. Že sam pogled od zunaj kaže na njeno netipično zasnovo. Ko sem pogledal tloris stanovanja, je bila moja prva asociacija kos torte. Pred kakšnimi izzivi ste bili postavljeni pri prenovi tega stanovanja? Celotna stavba je ravno zaradi svoje polkrožne oblike v tem delu Ljubljane na Prulah zelo poznana. Tudi sama se jo spominjam še iz otroških dni, nikoli pa si nisem mislila, da bom imela kdaj priložnost v njej projektirati stanovanje. In ravno iz tega vidika sem bila nekoliko presenečena, ker pravzaprav kot sami vidite, ko si enkrat v stanovanju, te njegove pahlačaste zasnove niti tako močno ne opaziš. Pa vendarle, največji izziv je bil na koncu pri snovanju detajlov. Tu je bilo potrebno kar nekaj dialoga z tako mizarji, kot pa tudi izvajalci inštalacij, da se je vse lepo poklopilo in da so na koncu detajli taki, da so, kot radi rečemo, nevidni. Tlorisi starih stanovanj običajno niso primerni današnjemu sodobnemu življenju. Kako ste morali vi pri tem stanovanju posegati v sam tloris? Res je, stanovanje je iz začetka 30. let 20. stoletja in takrat se je bivalo, živelo popolnoma drugače kot danes. Kljub temu v stanovanje nismo želeli preveč grobo posegati. Smo pa z spremembami minimalnimi dosegli maksimalne učinke. 3 lastnosti tega stanovanja so tiste, ki smo jih
analizirali in obrnili sebi v prid. Prva pomembna stvar je bila, da je bila predsoba izredno velika. To je bila neke vrste sprejemnica. Vendar pa po drugi strani je bila preluknjana, vse njene stene so bile preluknjane z enakimi vrati in tako ni bilo vzpostavljene potrebne hierarhije v prostoru. Ni se vedelo, naprimer, kje je vhod v dnevno sobo, kje v kopalnico. Zato smo kar nekaj sten med predsobo in dnevno sobo, pa med predsobo in kuhinjo porušili in s tem v bistvu nakazali, kje so glavni prostori, kamor gre obiskovalec. Naslednja lastnost stanovanja je bila, da je bila kuhinja popolnoma ločena od dnevnega prostora, tudi na drugem koncu stanovanja. Po eni strani sta naročnika želela to ohraniti, po drugi strani pa smo se potrudili, da vseeno med obema prostoroma nekako vzpostavimo povezavo, vizualno povezavo. Tako da je zdaj ta velika predsoba nekako vezni člen, središče stanovanja, ki povezuje oba glavna dnevno-bivalna prostora. In tretja lastnost tega stanovanja je bila, da je bila kopalnica izredno majhna. V začetku 20. stoletja so bile kopalnice mini servisni prostori, danes pa kopalnico uporabljamo tudi kot nek prostor, ki nam je skoraj tako pomemben kot spalnica ali pa dnevna soba. To je bil zame predvsem zelo velik izziv. Naročnica je želela, da iz te majhne kopalnice potegnemo maksimalno ugodje. In mislim, da nam je kar v redu uspelo. Kako ste jo navidezno povečali? Porušili smo eno steno, ne boste verjeli, že tako majhna kopalnica, ki je še trikotne, konusne oblike v pahlači, je bila razdeljena na 3 podprostore. Prvi je bil predprostor, iz katerega se je šlo na eno stran v stranišče in v drugo v kopalniški del. Eno steno smo tako porušili, jo nadomestili za omaro, v kateri se skriva pralni stroj, plinska peč. Potem pa smo na steno, ki ima čudovito okno, tudi z lepim pogledom, smo umestili hrastov masiven pult in nanj položili umivalnik. Zaradi neobičajne zasnove tlorisa je bilo potrebno veliko pohištva zasnovati po meri. Osnovno vgradno pohištvo se kot lesena obloga vije skozi vse prostore. Ta lesena obloga obiskovalca vodi iz predprostora v glavna 2 prostora, kuhinjo z jedilnico in dnevno sobo. Za lesenimi vrati, ki na prvi pogled delujejo le kot lesena obloga, se skrivajo tudi različne tehnikalije, brez katerih si težko predstavljamo sodobno življenje. V dnevni sobi je tako v leseni omari skrit televizor, glasbeni stolp in bogata zbirka plošč ter gramofon, pove arhitektka. Ena izmed pomembnih želja naročnikov, predvsem naročnice, je bila tudi ta, da naj bo čim več prostora za njeno veliko zbirko sobnih rastlin. Te so razporejene po vseh prostorih v stanovanju, tako na tleh, kot tudi na knjižnih policah in na vrhu kuhinjskih omaric. In kaj je bilo tisto, kar ste odhranili od tega stanovanja odprej, ki je bilo že prej? Ja, ohranjeni so naprimer naslonjači, v katerih sediva, seveda pretapecirani, restaurirani. Potem, ne boste verjeli, ohranjena je tudi omara v spalnici, ki smo jo ugradili in pred njo postavili nova drsna vrata. Omara je bila namreč iz masivnega lesa in jo je bilo zares škoda, da bi jo zavrgli. Iz prejšnjih bivališč, naprimer, pa sta prinesla predvsem naročnica nekatere kose, naprimer amforo v predsobi, tako tudi stensko uro tukaj v dnevni sobi. In za te kose smo vnaprej vedeli, da so tu, da so ohranjeni in da moramo za njih najti primerno mesto. Kako so pa podobce prišle sem, so bile že tukaj? Ali? Ja, tudi podobce so od raznih sorodnikov, naročnikov in tudi za njih je bilo treba najti primerno mesto, tako da so lepo osvetljene in kot vidite tudi nadomeščajo slike na stenah. Naročnika sta želela imeti v stanovanju čim več zaprtih površin, tako da bi bilo čiščenje stanovanja čim bolj enostavno. Ker pa imata veliko knjig, je bilo potrebno narediti tudi nekaj odprtih polic. Knjige so našle svoje mesto tudi v spalnici in sicer za vrati. Ko so ta zaprta, polne police knjig delujejo kot pisana tapiserija in lepo poudarijo zelo zadržano in tiho opremljen prostor počitka. Postelja, ki je nekoliko višja kot običajno, je tako kot večina ostalega pohištva narejena iz hrastovega lesa. Dopolnjujeta pa jo 2 nočni omarici, ki sta prinešeni iz prejšnjih bivališč naročnikov. Star šivalni stroj je dobil novo ploščo iz hrasta, tako da je usklajen s posteljo. Druga nočna omarica pa je še bolj zanimiva, zato ker je sestavljena iz zatrepa hiše staršev naročnika.
Tako je lepa okrogla rozeta, ki je nekdaj krasila zatrep hiše, dobila novo življenje v njuni spalnici. In kako dolgo je potekala prenova stanovanja? Nekje 9 mesecev. Ravno toliko, kot se čaka na otroka. Ne boste verjeli, v času prenove je vodja gradbeni del čakal in ob vselitvi dočakal naraščaj. Ekipa Ambientov se za letos poslavlja od vas. Na televizijske ekrane se spet vračamo sredi marca. Do takrat pa klikajte po naši spletni strani www.tvambienti.si in se družite z nami na Instagramu in Facebooku. Srečno in seveda vam tudi v prihajajočem letu privoščimo veliko ambientalnih užitkov. Za konec pa še nekaj najlepših posnetkov te sezone.